snemat. Eto, bomo rešili naloge iz kombinatorike, pa začnemo kar s skupino A. Notranji koti štirikotnika so zaporedni členi aritmetičnega zaporedja. In zdaj si napišemo, ne? Se pravi, če so aritmetično zaporedje, vemo, da je naslednji člen prejšnji člen plus D. Recimo, nasplošno je za aritmetično A1 je plus n minus 1 krat D. Če me pa zanima sam naslednji, če je prvi A1, je naslednji za D več. In potem še naslednji, še za en D več in tako naprej. Se pravi 1 plus 2D in tako naprej. In če zdaj rečemo, da so to koti v štirikotniku alfa, beta, gama, delta, vemo, da je njihova vsota, ker je to štirikotnik, 360 stopinj. In vemo, da je če je alfa x, je potem beta x plus d. Diferenca, ne? In gama je x plus 2d, za en d več. In delta je x plus 3d. Zaporedni členi aritmetičnega zaporedja. In naša razlika piše, da je 20 stopinj. To pomeni, da vemo še več, da je to x plus 20. Ta je x plus 2 krat d 40 in tukaj x plus 60 stopinj. In zdaj samo vstavimo to enačbo, prav x plus 20 plus x plus 40 plus x plus 60 je 360 stopinj. Imamo 1, 2, 3, 4 x in je to 360 stopinj minus 20 plus 40 je 60 plus 60 je 120, prav odštejemo 120 in dobimo, da je 4x enako 360 minus 120, kar je 240. To pomeni, da je x 240 deljeno 4, to je 60 stopinj. To pomeni, da je alfa 60, beta je za 20 več, gama je še za 20 več in delta še za 20 več. In če te kote seštejemo, bomo dobili ravno 360 stopinj. Gremo k drugi nalogi. Imamo zopet aritmetično zaporedje in velja, da je A5 12. Zdaj, takoj, ko imamo A5, ker je aritmetično zaporedje, vemo, da je A5 A1 plus n minus 1 krat D, n minus 1, naš n je 5 in n minus 1 je 4 krat D. A1 plus n minus 1 krat D in to je 12. To je prva enačba. Na drugi strani imamo A9, zdaj zopet, zdaj je pa N9 in je to A1 plus 8 krat D. In to je 4. In zdaj imamo sistem dveh enačb z dvema neznankama. Izračunati moramo diferenco prvi člen, na to pa vsoto prvih 15 členov. Najprej diferenco in prvi člen. Zdaj, če imamo te dve enačbi, torej tole in tole, lahko prvo enačbo samo prepišemo, A1 plus 4D, drugo enačbo bomo pa enostavno pomnožili z minus 1. Se pravi, to pa pomnožimo z minus 1 in dobimo minus A1 minus 8D je minus 4. In to seštejemo. Se izniči in dobimo minus 4D je enako 12 minus 4 je 8. Delimo z minus 4 in dobimo, da je D enak minus 2. Zdaj moramo pa dobiti še A1, lahko pa kar v eno od teh enačb za D vstavimo, recimo da v prvo. In bomo dobili, da je A1 enako 12 minus 4 krat D, torej je to 12 minus 4 krat minus 2 je pa plus 8 in je to 20.
Eto, vemo A1, vemo D. Vsoto prvih 15 členov imamo pa med obrazci formulo postavljeno, aritmetično zaporedje, in vsoto lahko kar tole uporabimo. Lahko se pa spomnimo tudi na tega, da je SN enako N polovic krat A1 plus AN. Zdaj, tega si je lažje zapomniti. Zakaj? Vemo pa, da je AN A1 plus N minus 1 krat D. In iz tega ven pride ta obrazec, ki je napisan. Torej, 2A1 plus N minus 1 krat D. Zdaj, glede na to, da je že zapisan ta obrazec pri aritmetičnem, ga lahko kar direktno uporabimo. Torej bomo napisali takole. Zanima nas S15, je torej 15 polovic, N polovic krat, pa je pa 2A1, plus ta N odštejemo 1, 14, N minus 1, D je pa minus 2. Eto, kaj še moramo ostaviti? A1, ne? Torej 15 polovic krat A1 smo pa zračunali, da je 20, se pravi je 2 krat 20, 40, minus 28, je to 15 polovic krat 40 minus 28 je 12, dajmo 12 enin, pa lahko dvojko pa 12 pokrajšamo in dobimo 15 krat 6, kar je 80 in imamo vsoto prvih 15 členov. In gremo k naslednji nalogi. Alenka je na začetku leta na svoj varčevalni račun položila 3000 evrov, se pravi, naša glavnica je 3000 evrov. Banka vsakič ob koncu leta, se pravi, gre za leto, znesko na varčevalnem računu doda 2,5%. To pomeni, P je 2,5%. Iz tega pa že ven dobimo, da je R enako 1 plus 2,5%, kar je isto kot 1,025. Se pravi, zakaj? Zato, ker je to 100% plus 2,5%, to je skupaj 102,5 in če to delimo za 100, dobimo 1,025. To je naš R. Obrestovanje je obrestno. Najmanj koliko let mora Alenka varčevati, da bo znesek na njenem varčevalnem računu večji od 3500 evrov. Se pravi, mi želimo znesek po nekaj letih imeti 3500 evrov ali več. Se pravi, mora biti večji od tega. In zdaj pogledamo, kako se GN pri obrestnem. Obrestovanje je obrestno, pogledamo v zgori. Obrestno obrestovanje, se pravi ne navadno, ampak obrestno. R smo že zračunali, lahko ga bi tudi tako zračunali, ne? Preko smo imeli 2,5, šlo tudi 1 plus 2,5 deljeno za 100. In če bomo to tipkali, dobimo isti znesek, kot smo ga napisali spodaj. Lahko tudi samo tipkamo noter. Tukaj je pa GN krat G nič krat N na N. In gremo. GN je torej G nič krat R na N. In ta naš G nič krat R na N, to je 3000 evrov, krat 1,025 na N, mora biti več od 3500. Zdaj bomo najprej tole osamili, lahko normalno, kot pri enačbi delimo vse skupaj s 3000 na obeh straneh. Se to pokrajša in dobimo 1,025 na N je večje od, tukaj se dve ničle okrajšata,
35 deljeno s 30, lahko še 7 krajšim je 7 šestin. Zdaj lahko mi pogledamo mejo, kdaj bo to točno toliko, potem bomo pa že vzeli številko, ki bo pač večja od tistega, kar bomo mi dobili, prvo večjo številko. In zdaj, kako dobimo n ven? Tukaj si pomagamo z logaritmi. Mi vemo, da je 10 na kvadrat 100 in da je potem ta 2 enako logaritem 100 z osnovo 10. Kaj to zdaj v tem primeru pomeni? Namesto dvojke je n, torej n je logaritem, osnova ostane 1,025 od 7 šestin, kar pa isto, kot če napišem logaritem 7 šestin z osnovo 10, polomljeno z logaritem 1,025 z osnovo 10. Eto, takole. In bomo zdaj vzeli kalkulator in to poračunali. In dobimo logaritem od 7 šestin, se pravi logaritem od oklepaj 7 deljeno 6, najboljš, da napišemo tokle deljeno z logaritem od oklepaj 1,025 zaklepaj enako in dobimo rezultat, da je tukaj 6,24. Ker pa mi hočemo, da je znesek večji, mora varčevati več kot 6 let. 6 ne bo dost in zato je naš n, torej 7 let. Se pravi, vsaj 7 let mora varčevati, da bo imel dovolj velik znesek. Gremo zdaj tele pogledati. Če so 1, 4, 5 prvi 3 členi aritmetičnega zaporedja, potem je 5. člen 13. Pogledamo, kaj bi bil 5. člen. Diferenca je 3. A so sploh to lahko prvi 3 členi aritmetičnega zaporedja? Ej, tukaj pa ena napakca noter, ne bo šlo. 1, 4, 5 ne morajo biti prvi členi aritmetičnega zaporedja. Bi mogel biti, če je ta 1, ta 4, potem bi bil mogel biti naslednji člen 3 za 3 več, to je 7. In potem bi šlo naprej 1, 3, 7, pa še prištejemo 3 je 10, pa še prištejemo 1 je 13 in je odgovor pravilen. Potem da je diferenca aritmetičnega zaporedja 2, nič, minus 2, minus 4 je 2. Ni res, zato ker je diferenca v bistvu negativna, ker se zmanjšuje. Zato je to ne. Tukaj je diferenca minus 2. Prvi člen geometrijskega zaporedja je 4, drugi člen pa 2. Četrti člen tega zaporedja je torej 16. Poglejmo. Če je prvi 4, pa drugi 2, smo delili za 2, oziroma množili z 1 polovico. In 2 krat 1 polovica je 1, in 1 krat 1 polovica je 1 polovica. Torej, to tudi ne drži. Količnik geometrijskega zaporedja s prvimi 3 členi 2, 4, 8 je enako 2. Ja, količnika je res 2, je, zato ker je obakrat z 2 pomnoženo, torej to je res tako. Zdaj, če pa piše, da če so 1, 4, 5 prvi 3 členi aritmetičnega zaporedja, niso, tudi če je kdo tukaj odgovor ne, v bistvu še bolj pravilno. Zakaj? Zato, ker to sploh ni aritmetično zaporedje in je trditev napačna. Dijakinja Petra je med počitnicami opravljala priložnostna dela, prvi teden zasluži 20 evrov, vsak naslednji teden pa 1,2-krat toliko. To pomeni, da gre za geometrijsko zaporedje, kjer je prvi člen 20 evrov, naš količnik Q pa je 1,2. Zdaj pogledamo, kako imamo mi Q označen, je Q ali je K v formulah v zgori. Ok, je Q. Se pravi, A je A1 krat Q na N minus 1. To bomo zdaj upoštevali. In gremo pogledati. Vsak naslednji teden pa 1,2. Toliko, kakor teden pred tem. Izračunajte, koliko je Petra zaslužila v 8 tednih.
V bistvu moramo izračunati člene od A1 do A8, oziroma izračunati moramo vsato prvih 8 členov in formula vzgore je A1 krat Q na N minus 1 poloveno s Q minus 1. Tukaj je vsota za izračunati vsoto geometrijskega zaporedja, to je tale formula. In zdaj bomo tukaj noter vstavili stvari. Vsota SN, zanima nas torej S8, je A1, kar je 20, krat 1,2 na 8 minus 1, poloveno z 1,2 minus 1. Zdaj začnemo, jaz bi vstavila najprej 1,2 na 8, dobimo 4,29, odšteti moramo 1, je 3,29 in delimo z 0,2, je 16,49, pomnožimo z 20 in dobimo 329,98, kar lahko, zapišemo 329,98 evrov. Toliko denarja bo zaslužila v 8 tednih. Gremo pogledati še šesto. Dano je zaporedje s splošnim členom AN je N polovic minus 1. Koliko členov zaporedja je manjši kot 375? Se pravi, dokdaj bodo členi N2 minus 1 manjši od 375? N polovic pustimo tukaj, damo enko na drugo stran in N je manjše od 376 krat 2 in 376 krat 2 je 752. Dobimo rezultat, se pravi N, koliko členov jih je manjših, ne more biti manjše torej od 752. Torej, koliko členov je manjših? 751 členov je manjših. Medtem ko naslednji 752 pa že ni več manjši. Med števili 46 in 47, se pravi tukaj je 46, tukaj je 74, vrinite 6 števil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomeni, da je to prvi člen, drugi člen, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in to je 8. člen. Tako da dobite končno aritmetično zaporedje. Ok, zapišite diferenco. Kaj bomo zopet rekli? Recimo 8. člen, ki je isto kot A1 plus 7 krat D, je 74. In A8 je 74, A1 pa vemo, da je 46. Se pravi 46 plus 7 krat D je 74. Iz tega dobimo, da je 7 dn 74 minus 46. In dobimo, da je 7D 28 in iz tega dobimo, da je D 28 sedmin, kar je isto kot 4. Zapišite diferenco, to smo, in vse člene zaporedja. Dobro, zdaj bi pa vstavljali noter in napisati 50, 54, 58, 62, 66, 70 in 74. Tako. Zdaj bomo pogledali še drugo skupino. Zdaj imamo pa notranje kote trikotnika. Če imamo trikotnik, vemo, da je vsota 180 stopinj, 3 kotov in ti koti so členi aritmetičnega zaporedja z diferenco 10 stopinj. Prav, če je prvi x, je drugi x plus 10 stopinj in ta je x plus 20 stopinj, se pravi 10 plus 10, 20 stopinj. In to je 3x plus 30. In zdaj damo 180, se pravi to je 180. In iz tega dobimo, da je 3x enako 180 minus 30, kar je 150.
In iz tega x je 150 deljeno s 3, kar je 50 stopinj. In potem vemo, da je prvi 50, drugi je 60 in tretji je 70 stopinj. Pa gremo k naslednji. V aritmetičnem zaporedju za diferenco 2 velja, da je A8 minus 2A4 16. Se pravi, diferenca D je 2 in člen AN, ker je aritmetično, je A1 plus N minus 1 krat D. In zdaj bomo to enačbo A8 minus 2A4 bomo namesto A8 zapisali, da je to A1 plus 7 krat D. In naš D je 2, torej 7 krat 2. Minus 2 krat, za A4 bomo pa napisali A1 plus 3 krat 2. In to je 16. In zdaj dobimo A1 plus 7 krat 2 je 14, minus 2A1, minus 2 krat 6 je 12, je 16. A1 minus 2A1 je minus A1, 14 minus 12 je plus 2, je 16. In iz tega dobimo, da je minus A1 enako 16 minus 2, kar je 14. In A1 je minus 14. To je pa naloga, to je pa tisto, kar moramo zračunati. Prvi člen zaporedja. Zopet banka, zdaj imamo pa 5% letne obrestne meri, se pravi, P je 5%, tako iz tega dobimo R je 1 plus 5 stotin, kar je isto kot 1,05. Vložimo 2000 evrov, G0 je 2000 evrov. Koliko bomo imeli čez 5 let, se prav zdaj nas pa zanima, koliko bomo imeli denarja čez 5 let, pri obrestnem obrestovanju, če se v tem času ne bomo ničesar dvignili ali položili. Zelo enostavna naloga, GN je G0 krat R na N. In to je 2000 krat R je 1,05 na 5. In vzamemo kalkulator in izračunamo 1,05 na 5. In to pomnožimo z 2000 in dobimo 2552,6. Tako. Eto, obkroži da ali pa ne. Tudi tukaj imamo člene aritmetičnega zaporedja, za koliko se razlikujejo, za 5 se razlikujejo, to pa so členi aritmetičnega zaporedja, 5 plus 5. In potem je peti člen 21, ja, zdaj če damo naslednji člen je 16 in naslednji 21, odgovor je da. Diferenca aritmetičnega zaporedja 3, 5, 7, 9 je minus 2, ni res. Diferenca je 2, torej to ne drži. Prvi člen geometrijskega zaporedja je 9, drugi člen 3. Kako pridemo iz enega do drugega člena? Tako, da delimo s 3. In četrti člen je torej 1. Ne, tretji člen je 1. Delimo s 3, četrti je pa že 1/3, kar pomeni, to je ne. Količnik geometrijskega zaporedja s prvimi 3 členi, 3, 6, 12 je 2, a je? Je. Krat 2, krat 2, drži. Izrazi x minus 2, 2x, 32 so prvi 3 členi neskončnega zaporedja, geometrijskega zaporedja. Izračunajte x in zapišite prvih 5 členov. Zdaj, za geometrijsko zaporedje velja, da je količnik med sosednjima 2 člena Q. Če je tole prvi člen, pa to drugi člen in to tretji člen, potem velja, da je A2 olomljeno z A1 isto kot A3 olomljeno z A2. In koliko je A2? A2 je 2x. Koliko je A1? X minus 2. Koliko je A3? 32 in A2 2x.
Zdaj pa to sam pomnožimo, križ kraš. 2x krat 2x je 32 krat x minus 2 in dobimo, da je 4x kvadrat isto kot 32x minus 64. Zdaj to vse skupaj lahko 4 delimo, da dobimo malo lepšo. X kvadrat je 8x minus 21. Damo vse na eno stran, ker je to kvadratna enačba. X kvadrat minus 8x plus 21 je nič. In če je produkt plus 21, se pravi sta oba člena negativna, torej imamo takole x minus 7 krat x minus 1. To ne bo šlo. 7 krat 3 se ne bo šlo. A smo tole prav zračunali? Ne, ni prav zračunano. 6 deljeno 4 je 2. Aha, produkt je narobe zračunan. 64 deljeno 4 ni 21. Bomo hitro popravili. Takole, bomo pa še razstavili drugače. Se pravi, 6 deljeno 4 je 1, 24 deljeno 4 je pa 6, tako. In je tukaj torej minus 16 in to že vemo, da x minus 4 krat. To se ne bo išlo. 32 deljeno 4 je 8. Aha, plus 16 mora biti tako, ja. Zakaj plus 16? Ker smo dali 8x na drugo stran, je rato minus 8x pa plus 16, da bo pa šlo. To je x minus 4 krat x minus 4. Ali pa x minus 4 na kvadrat in rešitev je 4. In zdaj se vrnemo naprej. Zapišite prvih 5 členov zaporedja. Če x4 je prvi člen 4, minus 2 je 2. Drugi člen je 2 krat 4 je 8. Tretji člen je 32, zdaj že vemo, kako gre. Krat 4, krat 4. 5 členov moramo napisati, se pravi 32 krat 4 je 120, 128 in še 128 krat 4 je pa, najboljše s kalkulatorjem izračunamo, 128 krat 4 je 512 in je naloga rešena. Tako. In še šesta, dano je zaporedje s splošnim členom, se pravi, to pa smo že imeli nekje, zopet manjša od 375, se pravi, n polovici je manjša od 376, pomnožimo z 2 in n je manjše od 376 krat 2 in je to 752. Tako. Sedmo, zapišite prve 4 člene geometrijskega zaporedja s količnikom 3, se pravi, količnik Q je 3, sedmi člen A7, ki je enak A1 krat Q na 6, pa je 2916. In A1 še ne vemo, koliko je, ne? Vemo pa, koliko je Q. In vemo, da je to A1 krat 3 na 6 je 2916. In 3 na 6 lahko izračunamo, je 729. In iz tega dobimo, da je A1 2916 deljeno 729 in je odgovor 4. Prve 4 člene, se pravi, prvi člen je 4, drugi je 4 krat 3 je 12, krat 4 je 48 in četrti je 48 krat 3, kar je 144. Tako. Sedmi in to je to.